Dober večer in pozdravljeni na drugem srečanju Osnov vere in znanosti. Pričnimo današnjo temo Znanost in resnica. Prejšnji teden smo si ogledali več definicij znanosti, danes pa si bomo ogledali definicijo Leonarda Branda. Njegova definicija znanosti je iz knjige Vera, razum in zemeljska zgodovina. Za vas, ki ne veste, kdo je Leonard Brand, je biolog, paleontolog, profesor in pisec številnih knjig o veri in znanosti. Njegova knjiga Vera, razum in zemeljska zgodovina je čudovita knjiga, ki pokriva tematiko, o kateri bomo govorili v naših serijah. Digitalna verzija je brezplačna na voljo na spletu. Če v brskalniku tipkate naslov knjige, jo boste našli, pa tudi navodila, kako jo prenesti. Knjiga je dokaj obsežna in je občasno tehnična. Trenutno je na voljo samo v angleščini. Dr. Brand pravi, da je znanost iskanje resnice s ponavljajočim opazovanjem in eksperimentiranjem. Se spomnite, da smo prvi dan govorili o podobnostih in razlikah med znanostjo, filozofijo in vero? Lahko rečemo, da so si podobne. Vse iščejo resnico, a način, kako to počno, se razlikuje. Filozofi imajo zelo različne načine iskanja resnice. Prepričana sem, da ste v srednji šoli omenili Platona in njegovo prispodobo votline. Platon pravi, da je prava resničnost jasna in jo najdemo v svetu idej. Resničnost, ki jo dojemamo s čutili, pa je samo popačena senca te resničnosti. Obstajajo filozofski tokovi, kot je ekstremni relativizem, ki trdi, da resnica preprosto ne obstaja, ampak je vse odvisno od vsebine. Kar je res zame, se lahko razlikuje od tega, kar je res zate. Večina filozofov in drugih ljudi verjame, da obstaja resnica neodvisno od tega, kaj ljudje mislijo, in objektivna resničnost, do katere imamo dostop. Kako je vera povezana z resnico? Četudi obstaja veliko ver, ko govorim o veri v takem kontekstu, večinoma mislim na večinske monoteistične vere. Krščanstvo, judaizem, islam in po večini prav krščanstvo. Znotraj krščanstva obstaja veliko različic, številnih krščanskih ver in zanimivo je, da vsaka verjame, da poseduje resnico, kljub temu, da se njihove doktrine izrazito razlikujejo. Mnoge teh krščanskih ver soglašajo, da Sveto pismo vsebuje resnico, četudi jo različno razlagajo. Če odgovore o resnici poiščemo v samem Svetem pismu, vidimo, da resnice ne moremo imeti, kajti resnica je oseba. Jezus potrjuje, da je pot, resnica in življenje. Kdor torej sprejme Sveto pismo kot veljavo, bi moral zaključiti, da če se želimo približati resnici, se moramo približati Jezusu. Imejte to v mislih, ker se bomo na koncu vrnili k tej misli. Kakšen je odnos med znanostjo in resnico? Če smo pozorni na oglaševanje, sta znanost in resnica praktično enaki. Obstaja ducat oglasov, ki vključujejo znanstveno dokazane trditve, omenjajo slavne znanstvenike, uporabljajo znanstveni besednjak in podobno. V naši družbi namreč znanost povezujemo z resnico in če znanost pravi, da izdelek deluje, potem mora to držati. A vsi vemo, da ne moremo zaupati oglaševanju.
kaj o tem mislijo strokovnjaki. Ne mislim na znanstvenike, ki se ukvarjajo z znanostjo, temveč na filozofe znanosti, ki proučujejo, kako znanstveniki delajo znanost. Vrnimo se k Chalmersovi knjigi Kaj je znanost? Knjiga se začne tako, kot smo začeli mi prejšnjič. Splošno sprejeto trditvijo, da je znanost zanesljiva, ker temelji na dejstvih. Večina knjige je posvečena dokazovanju, da je ta izjava nepravilna. Zadnji del pa pojasni, zakaj lahko kljub vsemu še naprej zaupamo znanosti. Danes bomo predelali kratek povzetek nekaterih idej, ki jih je Chalmers predstavil v knjigi. Priporočam, da jo sami preberete. Podali vam bomo povezave, da si lahko knjigo snamete v angleščini in španščini. V poglavjih od 1 do 8 boste našli to, kar smo predelovali danes. Rekli smo, da vsak ve, da znanost temelji na dejstvih, ki jih lahko potrdimo s svojimi čutili. Vem, ker sem videl na svoje oči. Kaj vidite tukaj? To sliko najdete v Chalmersovi knjigi. Pravi, da se vsakič, ko jo pokaže ljudem, odgovor glasi stopnice. Ampak kam so stopnice umeščene? Nekateri to vidijo, kot da so na tleh, drugi, da visijo s stropa. Mnogi pa vidijo oboje. Enaka slika, dve različni dojemanji. Prepričana sem, da vsi vidite stopnice. Naj si na tleh ali viseče s stropa. Ako to sliko pokažete ljudem afriških plemen, ki niso vajeni perspektivnih risb, ne vidijo stopnic, marveč niz črt v določeni smeri, vodoravne, navpične, ravne. Kaj pravite na to? Da naše dojemanje ni objektivno. Da to, kar vidimo, ni odvisno samo od tega, kar imamo pred očmi, ampak tudi od naših preteklih izkušenj. Poglejmo še en primer. Večina nas prepozna prsni koš na tej rentgenski sliki. Če pa so med vami zdravniki in radiologi, sem prepričana, da vidijo veliko več in verjetno prepoznajo to, kar mi vidimo kot madeže, kot znake pljučnice in verjetno tuberkuloze. Isto se zgodi, ko se učimo gledati skozi mikroskop ali teleskop. Bolj ko gledamo, več vidimo. A dojemanje ni odvisno samo od izkušenj, ampak tudi od drugih stvari, kot so pričakovanja. Včasih vidimo, kar upamo, da bomo videli, ali kar si želimo videti. Zato policisti vedo, da priče dogodka niso zanesljive. Če lahko izbirajo, se raje odločijo za kamero kot človeka. Vrnimo se zdaj k temi. Torej se ne moremo ukvarjati z znanostjo, ker ne moremo zaupati svojim čustvom. Ne gre za to, kot sem že povedala, se večina strinja, da obstaja objektivna resničnost, do katere dostopamo s svojimi čutili. Pomembno pa je se zavedati omejitev dojemanja. Sprejemanje tega, kar vidimo, je običajno zanesljivo. Kako uporabiti empirične dokaze tega, kar vidimo, da iz tega izpeljemo znanost? Kako priti do opazovanja, do znanstvenega znanja? Prejšnjič smo pojasnili najbolj neposreden način, ko smo govorili o znanstveni metodi. Danes pa se malo bolj poglobimo. Ko se ukvarjamo z znanostjo, ne začnemo z enim samim opažanjem, temveč, kakor pravi Brandova definicija, s ponavljajočim opažanjem.
Predstavljajte si, da se odpravimo v park, kjer na vodi vidimo veliko belo ptico z zelo dolgim vratom. Na drugem ribniku vidimo skupino istih ptic z dolgimi vratovi, ki so prav tako bele. Če se to opažanje ponovi večkrat, lahko sklepamo, da so vse velike vodne ptice z dolgimi vratovi, ki jim pravimo labodi, bele. Proces prehajanja z več posameznih opažanj na splošni sklep se imenuje indukcija. Induktivizem je filozofska smer, po kateri se znanstveno znanje generira z zbiranjem informacij iz mnogih neodvisnih dejstev in potem doseže splošen zaključek. Da bi to delovalo, je treba zadostiti veliko zahtevam. Prvič, pridobiti veliko število opažanj v različnih okoliščinah. Vsak dan se odpraviti v isti park, da bi opazovali istega laboda, ne velja. Tretjič, ne sme biti opažanja, ki bi nasprotovalo drugim. Ko smo prišli do splošnega sklepa, ga lahko uporabimo za napovedi. Če gremo v nov park in vidim novega laboda, kakšne barve bo? Seveda bel. Ta proces specifičnega sklepanja iz splošnega se imenuje dedukcija. Induktivisti trdijo, da znanost deluje na podlagi teh dveh procesov. Ponavljajoča opažanja nam pomagajo do splošnih zaključkov, indukcije, kar v zameno uporabimo za napovedi o prihodnjih dogodkih. To je dedukcija. Morda se zdi kot dobra zamisel in dejansko velikokrat tako tudi deluje v praksi, a na teoretičnem nivoju je deduktivizem poln težav. Koliko opažanj potrebujemo, da pridemo do varnega zaključka? Da je resničen? 10? 1000? Milijon? In ko smo prišli do zaključka, kako vemo, da novo zapažanje v prihodnosti ne bi vsega uničilo? En sam črni labod, ki mimogrede res obstaja, popolnoma uniči znanstveni sklep, do katerega smo prišli s 1000 opazovanji belega laboda. Ko so filozofi spoznali, s kakšnimi težavami se soočajo v deduktivizmu, so predlagali drugo možnost. Falsifikacionizem. Ta pravi naslednje: nikoli ne bomo zagotovo prepričani, da znanstvena teorija drži, saj se ves čas pojavljajo novi podatki, ki jo spodbijajo. Treba je predstaviti hipotezo in poskusiti dokazati, da so se motili, jih falsificirati, opraviti preizkuse in opažanja ter poskusiti najti kaj, kar nasprotuje hipotezi. Če hipoteza zdrži vse poskuse falsificiranja, gre za dokaj trdno hipotezo. Nikoli ne bomo mogli reči, da drži, a lahko upamo, da je tako, dokler ne najdemo nove. Falsifikacionistom je pomembno, da podajamo podrobne hipoteze, da jih lahko falsificirajo. Dobra znanstvena hipoteza mora biti falsificirana. Primer: čista voda zavre pri 100 stopinjah. To je dobra hipoteza, ker vodo lahko segrejemo in damo vanjo termometer, in če voda doseže 100 stopinj, a nima mehurčkov, bo hipoteza falsificirana. Besedna zveza jutri lahko dežuje ali pa ne, ni dobra znanstvena hipoteza, saj je ne moremo falsificirati, vedno drži. Če dežuje ali ne, hipoteza drži.
Horoskopi in politiki so običajno dober vir hipotez, ki se jih ne da falsificirati, saj govorijo tako dvoumno, da se nikoli ne motijo. Falsifikacionizem se prav tako zdi dober primer znanosti, a ima svoje napake. Osnovna ideja je, da če se hipoteza izkaže za napačno, jo je treba zavreči. Lahko pa vedno dodamo klavzulo, da ostane veljavna, čeprav je bila falsificirana. Na primer, črni labod predstavi našo hipotezo, da so vsi labodi beli, na lažno. A namesto, da jo v celoti zavržemo, jo lahko prikrojimo in rečemo: vsi labodi v Evropi so beli, kajti črni so iz Avstralije. Pa smo zadevo rešili. Kar se pa tiče vrelišča, sem prepričana, da vas je večina menila, da gre za pristno hipotezo, a se izkaže, da ni. Če zavremo vodo na vrhu gora, voda zavre, preden doseže 100 stopinj, saj je tlak nižji. Da bi torej rešili hipotezo, lahko rečemo, da čista voda zavre pri 100 stopinjah na višini morske gladine. Resnejši problem falsifikacionizma je, kadar eksperiment ali opazovanje pokaže, da je hipoteza napačna, ne moremo biti prepričani, ali je res napačna, ali pa se je kaj zalomilo pri opazovanju in pri eksperimentiranju. Ko so znanstveniki 16. stoletja razpravljali, ali je Zemlja središče vesolja in ali kroži okoli Sonca, se je nekdo domislil naslednjega eksperimenta. Če se planeti gibljejo okoli Sonca in ne okoli Zemlje, bosta Mars in Venera včasih blizu Zemlje, včasih pa zelo daleč. Torej bo njuna velikost vse leto različna. Izkazalo pa se je, da pogled v nebo pokaže, da so razlike v velikosti komaj opazne, ker očitno falsificira heliocentrično teorijo. Danes vemo, da Zemlja kroži okoli Sonca. Kasneje so odkrili, da naše oči ne zmorejo najbolje izračunati velikosti manjšega svetlega predmeta na temnem ozadju. Ko pogledamo skozi teleskop, je razlika očitna. Zgodovina znanosti je polna podobnih primerov. Če se poglobimo v začetke mnogih znanstvenih teorij, ki se danes zdi popolnoma trdne, odkrijemo, da so prvi eksperimenti obrodili rezultate, ki so falsificirali hipotezo. Če bi znanstveniki prvič ovrgli hipotezo, po falsifikacionizmu znanost ne bi napredovala. Na srečo so znanstveniki pogosto trmasti in se svojim idejam ne odrečejo zlahka. Težave z induktivizmom, falsifikacionizmom in trmo znanstvenikov je zaznal fizik in filozof Thomas Kuhn. Ta je menil, da je najboljši način proučevanja delovanja znanosti, da se opazuje znanstvenike. Ne posamezno, ampak v skupinah, da bi videli, kako njihova skupnost deluje skozi čas. Kuhn je prišel do sklepa, da znanstveniki delujejo v sedanjem okviru za vsako znanstveno področje, kar zajema to, kar je znano do sedaj in je neizpodbitno. To je znano kot paradigma. Dolgo je veljala astronomska paradigma, da je Zemlja središče vesolja.
Astronomi tistega časa so predstavljali hipotezo, opravili eksperimente in prišli do zaključka z novimi odkritji, a vendar vedno znotraj te paradigme, nikoli izven nje. Kam pravi, da lahko vsako področje znanosti prenese veliko odstopanj, podatkov, ki ne ustrezajo, ne da bi imeli paradigmo za napačno. Če je število odstopanj zelo veliko ali če so odstopanja resna, bo nekaj znanstvenikov v skupnosti pričelo dvomiti v paradigmo. Sledila bo kriza. Od tega trenutka dalje se oblikujeta dve skupini. Ena, ki vidi stvari na klasičen način, in druga, ki trdi, da staro ne deluje več in prične iskati novo možnost. V prejšnjem primeru bi bilo to, da je Zemlja planet v sončnem sistemu in kroži okoli Sonca. Paradigmi bosta na vzkrižju, dokler znanstveniki obeh strani iščejo in zbirajo nove podatke, ki bodo v prid njim. Končni rezultat pa ni odvisen samo od količine pridobljenih podatkov. Tudi družbeni, politični in celo verski dejavniki vplivajo na trajanje in izid te krize. Včasih so potrebna desetletja, pa ni sprememb, dokler ne umre cel rod znanstvenikov. Če večina sprejme novo paradigmo, se stvari sčasoma umirijo in nastopi obdobje normalne znanosti, ko znanstveniki delujejo znotraj okvirjev nove paradigme. Ta krog spremembe paradigme se imenuje znanstvena revolucija. Človek se vpraša, ali je nova paradigma vedno boljša od stare. Kan je bil tega mnenja? Jaz pa nisem tako prepričana. Če bi poskusili na grafu predstaviti različne načine ukvarjanja z znanostjo, o katerih smo danes govorili, ter povezavo z resnico, bi dobili nekaj takšnega. Rdeča črta na vrhu predstavlja resnico. Modra predstavlja znanje na področju znanosti, ki je bilo sčasoma pridobljeno in se giblje od leve proti desni. Induktivizem in falsifikacionizem vsak po svoje verjameta, da znanost nenehno napreduje proti boljšemu razumevanju sveta, proti resnici. Kan verjame, da napredek sestavljajo vzponi in padci z vsako novo paradigmo, ki je napredek proti resnici. Po moje pa bi bil boljši prikaz takšen. Ni moj, sposodila sem si ga od kolega in prijatelja Timotija Standisha. Resnica je rdeča črta, a znanost se ne premika vedno proti resnici. Skozi zgodovino smo videli, da je bila znanost včasih bližje, včasih dlje od resnice. Nekatere znanstvene paradigme so bile še posebej škodljive za znanstveno iskanje resnice. Tak je primer paradigme, ki danes vlada naravoslovju in je znana kot naturalizem. Naturalizem je okvir in delovna predpostavka današnjih znanstvenikov. Po njem je narava edino, kar obstaja, in samo naravne vzroke je mogoče upoštevati v razvoju znanstvene hipoteze. Naturalizem je tako vtkan v sodobno znanost, da obstajajo avtorji, kot je paleontolog Niles Eldredge, ki je sodeloval v definiciji znanosti. Ta pisec pravi, če obstaja eno samo pravilo, eno merilo, po katerem je ideja znanstvena, je, da se mora sklicevati na naturalistične razlage pojavov. V znanosti in večini raziskav večinoma to ni težava, saj je iskanje naravnih razlag prav to, kar počno znanstveniki. Proučujem morske želve.
In če bi predlagale hipotezo o tem, kako želve vedo, kako najti obalo, kjer so bile rojene pred 15 leti, ne bi rekla, da ima vsaka želva angela, ki jo vodi. Verjamem, da je Bog želve opremil z nekakšnim kompasom v možganih, s katerim zaznavajo zemeljsko magnetno polje. Ko se želva izleže, zabeleži položaj obale v svoje možgane in tako se lahko vrne tudi po dolgih letih. Čudovito je in naravno. Kako pa je s pojavi, za katere nimamo prepričljivih naravnih pojasnil, kot recimo nastanek vesolja ali pa nastanek življenja? Še pomembneje, kaj če resnica o tem, kaj se je dejansko zgodilo v času nastajanja zemeljske zgodovine, vsebuje neke vrste nadnaravne sestavine? Znanstvenik, ki deluje znotraj paradigme naturalizma, je prisiljen pripisati naravne vzroke vsemu, četudi to ni prepričljivo. Četudi je to zelo špekulativno in tudi če je prepričan, da je to napačno, ker drugače ne more. V razpravi o poučevanju znanosti v ameriških šolah je znan znanstvenik dejal, da četudi bi svetopisemsko stvarjenje držalo, bi ga moral zanikati, da bi lahko ostal znanstvenik. Se zavedate, kako obsežna težava je to? Mi, ki verjamemo, da svetopismo vsebuje resnico o tem, kako je bilo ustvarjeno življenje na zemlji, o čudežih, o samem Jezusu, verjamemo, da je Bog deloval in še vedno deluje v naravi, v zgodovini človeštva ter v življenju ljudi. Sodobna znanost pa pravi, da kdor tako razmišlja, ni znanstvenik. Če se vrnemo na prejšnji graf, se zdi, kot da se je del resnice izgubil. Ni nam dovoljeno, da se mu približamo. Če resnica vsebuje nadnaravne sestavine, sodobna znanost pa niti razmišljanja o tej možnosti, potem znanstveno znanje ne more nikoli prispeti do resnice. Zato znanost ni več iskrena iskalka resnice. Leonard Brandt je podrobno analiziral to temo v 5. poglavju knjige, ki sem jo že omenila. Vera, razum in zemeljska zgodovina. Tudi poglavja od 1 do 4 so zanimiva za vse, ki se želite poglobiti v koncepte prvega modula, o tem, kaj je znanost in kako znanstveniki delajo ob različnih filozofskih pogledih na znanost. Vse to so perspektive krščanskega znanstvenika in kreacionista z več desetletnimi izkušnjami. Lahko si predstavljate, da je tudi dr. Brandt mnogokrat naletel na težave vsiljevanja naturalizma v sodobno znanost. Na strani 59 zastavlja vprašanje: zakaj je znanost tako odločno zavezana temu sklepu? Naturalizem. In kot odgovor uporabi zelo poučen citat biologa Richarda Lewontina. Citat je dolg, a mislim, da ga je vredno prebrati v celoti. Naša pripravljenost, da sprejmemo znanstvene trditve, ki nasprotujejo zdravi pameti, je ključ do razumevanja pravega boja med znanostjo in nadnaravnim. Pritrjujemo strani znanosti kljub očitni absurdnosti njenih konstruktov. Kljub temu, da ne izpolnjuje svojih pretiranih obljub o zdravju in življenju. Kljub strpnosti znanstvene skupnosti do neutemeljenih zgodbic, ker smo vnaprej predani zavezani materializmu. Ne gre za to, da nas metode in znanstvene ustanove na nek način silijo, da sprejmemo materialno razlago čudovitega sveta, temveč nas prav nasprotno vprašanje,
vnaprejšnje priznavanje materialnih vzrokov sili, da ustvarimo aparat za raziskovanje in skupek konceptov, ki proizvajajo materialne razlage, ne glede na to, kako protiintuitivne so, ne glede na to, kako so skrivnostne za tiste, ki niso vpeljani v to. Še več, ta materializem je absoluten, saj ne moremo dovoliti vstopa božanskemu. Naturalizem ni potreben za znanost, da bi delovala pravilno. Danes se znanost zavestno odloča, da bo delovala znotraj okvirjev naturalizma, ker pod nobenimi pogoji ne želi, da bi Bog ali vera posegla v znanstveno delo. Mogoče smo delno krivi tudi mi. Krščanska cerkev, ki je v preteklosti včasih hotela nadzorovati znanje in vsiljevala ideje s silo in nasiljem. Delno so krivi tudi ljudje v znanstveni skupnosti, ki so dovolili odstraniti Boga iz enačbe, da se jim ni treba soočati z moralnimi zapleti, če bi priznali možen obstoj Boga. Pomembno ni, kdo je kriv, ampak da vemo, ali se situacijo da spremeniti in kako to doseči. Po Leonardu Brandu je rešitev preprosta. Da bi bila znanost objektivna, ne sme vsiljevati naturalizma. Morala bi pustiti odprta vsa vrata, tako naravnim kot nenaravnim vzrokom, ter si prizadevati za natančno študijo, ki bi nas z dokazi popeljala do resnice. Na srečo dr. Brand ni edini, ki tako razmišlja. Danes je vse več znanstvenikov različnih področij, ki dvomijo o veljavnosti naturalizma in se želijo ukvarjati z znanostjo bolj odprto, upoštevajoč vse možnosti. Nekateri celo pravijo, da smo v eni od kriz, o kateri je govoril Kant, in da prihaja sprememba paradigme. Čas bo pokazal. Rada bi končala z mislijo, ki je verjetno najpomembnejša od vsega, kar sem danes povedala. Nekdo je vprašal, kako pomagati ljudem, ki ne verujejo v Boga, da bi videli znanost z naše perspektive. To ni mogoče. Ne moreš verjeti v stvarnika, ne da bi vnaprej veroval v Boga. Zato bi morda začeli na začetku in pomagali ljudem spoznati Jezusa ter se zbližati z njim. Če ljudem ne smemo povedati o Jezusu, jim lahko še vedno s svojimi dejanji pokažemo, kakšen je. Jezus je resnica. Znanost je iskanje resnice. Če ljudi približamo Jezusu, jih bomo zbližali z resnico in morda to odpre njihove oči, da vidijo, da obstaja boljši način za ukvarjanje z znanostjo.